se njegovi možgani lahko adaptirajo na nasilje in se to pozna v njegovem vedenskem vzorcu. In nahranjeni možgani z realnim življenjem bodo kos virtualnim. Naš možganski sistem potrebuje 1700 dni. To se pravi, potrebuje drill, da star vedenski vzorec odstrani in sprejme nov vedenski vzorec. Delo s pomočjo tehnologije ne zasvoji. Tehnologiji mi ne bomo ušli. Tehnologija je sestavni del našega življenja in nekaj dobrega. Oni bojo zavladali svetu zaradi tega, ker bojo zaščitili razvoj možganov. Jaz danes tu, Boštjan, nisem zato, da bi rekel, da naši otroci ne smejo igrati igrc. Nisem zato, da ne smejo biti na YouTubeu, tu da bom rekel, ne? Sem pa zato, da bom rekel, da morajo imeti urnik, da morajo imeti strukturo, morajo imeti red uporabe tehnologije. Ta utrujenost izvira zaradi nepravilne uporabe tehnologije. Dobrodošli, lepo pozdravljeni, to je podcast Šola z navdihom, ki ga ustvarjamo na založbi Rokus Klet. Tokrat se bomo posvetili napravi vseh naprav, kar se tiče zadnjih časov in ki nam prinaša ogromno dobrega in očitno, čedalje več tudi ne tako zelo dobrega, mobilnemu telefonu oziroma vsem napravam. Kako telefoni, kako naprave vplivajo na odraščanje, na učenje, na odnose in kako otrokom postaviti glede tega zdrave meje in ali si moramo morda že odrasli sami sebi postaviti meje in se tega učiti. Koliko pometati pred lastnim pragom in koliko težiti mladostnikom, da ne smejo toliko viseti na telefonih. O tem pa se bomo pogovarjali zelo zanesljivim sogovornikom. Miha Kramli je danes z menoj, terapevt in vodja Centra za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti pri Zdravstvenem domu Nova Gorica. Miha, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Hvala za zaupanje. Hvala enako tudi vam, da ste v svojem polnem urniku pripravljeni priti tudi na naš podcast, torej v Šolo z navdihom. Najprej, da začneva optimistično ali pa ne tako zelo optimistično. Kako huda je situacija, kar se tiče zasvojenosti z napravami? V spominu mi je ostala vaša misel, da ne gre za to, da bi bilo iz leta v leto slabše ali iz meseca v mesec, ampak... Ja, iz ure v uro, ne. Glejte, ko se peljem iz Nove Gorice v Maribor, še leto, dve, je bil mogoče en klic, dva klica, sedaj se pa klici kar vrstijo, 5, 6, 7 in vsi na isto temo. Kličijo, ker želijo nasvet, usmeritev, kaj naj naredijo z možem, ženo, kaj naj naredijo z otroci, ki imajo kar velike težave s prekomerno uporabe tehnologije. No, ko sem jaz pri 26 leti začel delati v tem centru, je bilo 98% naših uporabnikov, ki so imeli težave z drogo. Zdaj imamo pa 60% takih, ki imajo težave z nepravilno uporabo tehnologije. Tako da je število teh iskateljev tako naraslo, da skoraj da kos nismo več temu. Kakšen je tipičen klic, ki ste rekli, da sem jih nabere na neki poti, da torej redno dežujejo ti klici? Kaj bi rekli, kakšen je tipičen klic? A gre za klic obupanega starša, kjer otrok kaže očitne znake zasvojenosti in seveda naprej bo šla v smeri, koliko so otroci kritični in koliko smo morda tudi odrasli glede tega. Ja, ti klici so vezani na to, da kličijo v zelo zapletenih okoliščinah. To pomeni, da so že tako daleč, da ta njihov mladostnik lahko pretepe mamo, pretepe očeta, razbije hišo. Od 100 zasvojenih z drogo po naših podatkih so 3 nasilni, od 100 zasvojenih s tehnologijo 36 nasilnežev. Vendar je tukaj nujno treba povedati, da to niso slabi ljudje, ki pritepejo starša, to niso pokvarjeni ljudje, to so ljudje s hudo abstinenčno krizo. Namreč oni so padli tako globoko not v to zasvojenost in ko jim umanjka ta držlaj, ne morejo obvladati svojih občutkov, ne morejo obvladati svojega vedenja, ne, temu rečemo prisilno vedenje.
Tako da se tu srečujemo z zelo hudim nasiljem, veliko bolj kot pri drogi in alkoholu. Mi torej pravite, da je zasvojenost s tehnologijo težja oblika, hujša kot zasvojenost z drogo? Seveda. Ne samo, da je zdaj bolj prisotno očitno, ampak če mi rečete, koliko je nasilnih tistih, ki imajo abstinenčno krizo, je to vsaj zame zelo šokanten podatek. Ja, vse je šokanten podatek, a ne, mi spregledamo določene zakonitosti ali pa niti nismo osveščeni, a ne, zdaj mladostnik, ki naprimer dneve in dneve igra nasilne igre, se njegovi možgani lahko adaptirajo na nasilje in se to pozna v njegovem vedenskem vzorcu. To se pravi, tu imamo opravka z vsebinami, ki lahko zelo kreirajo, kako bo nekdo odreagiral, kako bo nekdo živel. A ne, zato je tako pomembno, da imamo mi nek nadzor, kaj moj otrok, kaj moj mladostnik tudi gleda. A ne, tu ne gre samo za to, da je moj mladostnik zdaj ure in ure za monitorčkam, a ne, tu gre tudi, kaj on gleda, kaj on počne. Pred časom se spomnim, pred mnogimi leti, so utemeljevali, pa ne vem točno, a so bili resnični neki psihologi, strokovnjaki za tovrstnim utemeljevanjem, a je šlo za igričarski lobi, ampak vem, da je bila ena taka premisa, ki se je zagovarjala, da vsebina takrat računalniških igric absolutno ne vpliva na razvoj mladostnika, da če bo v igrici se streljal, ubijal, kradel avtomobile, to nikakor ne bo vplivalo na kasnejše vedenje mladostnika in da se zaradi tega nič ne bodo desenzivitizirali in tako naprej. Ampak očitno zdaj praksa kaže malo drugače. Ne? Praksa kaže drugače in tukaj gre tudi za en, ko bi rekel, dodaten vidik, ki ga moramo osvetliti. Pred 5-10 leti so ti izdelki bili drugačni, kot so danes, so veliko bolj danes intenzivni. Poglejte, 10-15 let nazaj, če gledava, so se dejansko možgani adaptirali na intenzivnost ob koncu ali pa začetku srednje šole. Danes je pa adaptacija možganov na intenzivnost že v otroški zibelki. Namreč mi lahko že v otroško zibelko, preden otrok shodi, namontiramo elektronsko igračko, ki predvaja slikanice. Tam so metuljčki, tam so zajčki, tam so konjički in med temi živalmi leta in metuljček. Ta metuljček pa je načrtno ukomponiran v to slikanico na način, da vpliva na 100 milijard možganskih celic na način, da bo otrok zrl v tega metuljčka in njegova bitna potreba, da se plazi, da premetava kocke, da grize, gre nekam v zadje. Metuljček v njemu prebudi tako pomirjenost, tako zadovoljstvo, tako dobro počutje, da bo on zrl v tega metuljčka in zato otroci vedno kasneje shodijo, vedno kasneje spregovorijo, vedno kasneje spletijo neko socialno mrežo, če jo spletejo, zaradi tega, ker imamo danes izdelke, ki vplivajo na teh 100 milijard možganskih celic. Ampak zdaj govoriva samo o elektronski slikanici, ki lahko otroka tako pomiri. Če greva pa midva sedaj na igrice, ko nek 5-letnik igra igrico na temo dinozavrčka, je pa ta dinozavrček v igrico vkomponiran na način, da bo pri teh 100 milijard možganskih celic dosegel, da bo otrok zahrepenel, da bo iz dneva v dan dalj časa preživel s tem dinozavrčkom. Pa ne le to, gre tudi za to, da ta dinozavrček prebudi potrebo, da ga otrok začne oponašati, da otrok začne prevzemati njegove lastnosti in on ne živi več svojega življenja, ampak živi življenje dinozavrčka. In ko sem bil v Avstriji in sem imel za avstrijske vzgojitelje eno srečanje, je prišel vzgojitelj in rekel: Kramnej, poslušaj, jaz imam v vrtcu enega fantka, ki prihaja v vrtec kot dinozavrček. Je kot dinozavrček, počivat gre kot dinozavrček, med otroci skozi dinozavrček. In ko starše na to opozori, starše rečejo: se to ni nič takega, se naš otrok cele dneve igra igrice na temo dinozavrčka in ni čudno, da je potem tudi tak. No, to ima pa za posledico, da je vedno več otrok,
ki ne pridejo v stik s svojimi željami, s svojimi potrebami, ampak prevzemajo vloge. In zdaj imamo vedno več otrok, mladostnikov in odraslih, ki ne živijo svojega življenja, ampak igrajo vloge. In seveda, ko smo prej rekli, da so nekateri zanikali, da igrice lahko vplivajo na nasilje, lahko je bilo to pred 5-10 leti, ko igrice niso bile tako ujačane z določenimi signali, danes pa so. In kako močno vplivajo na vedenjski vzorec, to je nekaj neverjetnega. Pa ne le to, mi smo zdaj v eni situaciji, na katero pozabljamo. Pridejo starši in rečejo, veste, moj 1-letni, 2-3-letni otrok ne more jesti, če nima odprtega monitorčka. Moj 15-letnik ne more jesti, če nima odprtega monitorčka. Mi smo danes prišli v situacijo, da o pomembnih dejanjih, kot je hranjenje, kot je igra, kot je učenje, kot je pogovor, je vedno nekje odprt nek monitorček. In kaj se zgodi? Naš živčni sistem se sinhronizira z intenzivnimi držljaji. In ko ti na kahaljci zapreš monitorček, on ne more lulati kakati, ker ni intenzivnih držljajev in je telo v krču. On je za mizo, mu damo krožnik, da bo jedel, in ko mu izključimo monitorček, on ne more jesti, ker je njegov živčni sistem sinhroniziran z intenzivnimi držljaji. In seveda mi moramo poskrbeti za to, da prva leta, jaz tu trdim, da najboljše do 15. leta, telo brez intenzivnih držljajev sprocesira osnovne zakonitosti, da bo potem v virtualnem svetu tak človek lahko uspešen in bo virtualnemu kos. Ker če bo pa virtualno prezgodaj spregovorilo, bo v realnem življenju tak človek odpovedal. Torej, dokdaj in kako bi svetovali postavljati meje ali pa sploh otroku in mladostniku ne dati katerekoli tovrstne naprave v roke? Zdaj, eno osnovno od pravil je, mi imamo 10 prstov na rokah in nogah in vsak prst ima blazinice in vsaka blazinica ima nekaj tisoč senzorjev. In seveda zdaj otrok, ki meče žogo na koš, ki zlaga drva, ki grabi, ki kolesari, ki rola, ki plava, on preko rok in nog nahrani možgane z realnim življenjem. In nahranjeni možgani z realnim življenjem bodo kos virtualnemu. To pomeni, da če smo mi fizično aktivni, pri hiši je lokacija, lokacija, lokacija. Pri mladem človeku je aktivnost, aktivnost, aktivnost. In seveda, mladostnik, ki je fizično aktiven, če je urco 2 na socialnih omrežjih, če je na igrci, njemu to ne bo škodovalo. Problem so pa pasivni mladostniki, pasivni otroci, ko njihovi prsti drsajo samo po tablici, po telefončku, po PlayStationu, ker možganov ne nahranijo z realnim življenjem, je virtualno prevladujoče. In ko virtualno postane prevladujoče, mu realno postaje prezahtevno. In zdaj imamo mi, otroke, mladostnike, prenaporno se je družiti s prijatelji, prenaporno se je učiti, prenaporno je hoditi v šolo, prenaporno je živeti. Zakaj? Zaradi tega, ker je virtualno tako močno v njihovem možganskem sistemu prisotno, da izključuje realno. In tu je nujno potrebno, da znamo oceniti svojega otroka in glede na njegovo moč radovednosti, na njegovo aktivnost v življenju odmerjamo. Nista 2 enaka. Iz iste družine imamo različne tipe otrok. In zdaj moramo seveda pa starši pogostokrat zaključijo, da imamo mir, tak, ki je aktiven, seveda bi bil lahko 2 urci na igrcah, bratec pa, ki je pasivnež, pa ne bi smel nič biti. In seveda ta mlajši bratec potem kriči, meni se dela krivica, meni ne dovolite, on je pa lahko. Zdaj se pa tu starši ne smemo bati svojih otrok. Starši se tako bojimo reakcije in kričanja svojih otrok, da potem zmrznemo in dovolimo ali pa starejšemu odzamemo. Starši moramo biti kos, če naš otrok joka, če naš otrok nerga,
Jaz sem oče zato, da prenesem trpljenje svojega otroka, ne? Da sem mu kos in on se bo ob meni pomiril, ker bo videl, da sem kos njegovemu trpljenju. In ga bom pomiril na način, da bo on sicer lahko jezen name, ne bo me pa sovražil, ker bo videl, da sem jaz kos njegovi stiske. Ne? Miha, da ne bova predolgo in preveč s prstom kazala na otroke in mladostnike, koliko tovrstnih zasvojenosti z napravami namreč pa beležimo pri odraslih, koliko smo mi sami slab zgled. Ja, zdaj moram tako povedati, veste, sem bil na Evropskem centru za varnost zračnega prometa. To je neverjetno, kaj vse piloti morajo obvladati. Neverjetno je, če en vlakovodja želi iz Ljubljane priti v Berlin, ne, on mora poznati računalniški sistem evropskih železnic. Kirurg danes operira z robotoma. Ne? Lani je bilo 400 robotskih operacij v kliničnem centru, potrebe po njih so pa 2-krat večje. Poglejte, nova tehnologija ali pa tehnologija je nekaj, kar nujno potrebujemo. Mi moramo vse narediti, da bomo od nje odvisni. Čim bolj bomo odvisni, tem boljše. Moramo pa vse narediti, da z njo ne bomo zasvojeni. Zdaj je pa problem, če je ta vlakovodja, ki mora obvladati računalniške programe evropskih železnic, zasvojen. On pa tega vlaka ne bo pripeljal do Berlina, ker bo vmes na TikToku in bo sledil izzivom, ali pa en pilot ima srečo, da ima letalo avtopilota, da pride do cilja. Ne? In zdaj se va pa dotaknila, kar ste gotovo že slišali, pa tudi naši gledalci, digitalna demenca. Zdaj imamo pa odrasle ljudi, ne le mlade, in medicina dela se s tem vedno bolj srečuje in tudi k nam pošilja, naprimer pilote, avtoprevoznike, ki svojega dela ne morejo več upravljati, zato ker so zapadli v digitalno demenco. Kaj pa zdaj to pomeni digitalna demenca? Zdaj smo pa spet pri otrocih, da bomo lažje razumeli. Če je moj otrok brez neke kulture uporabe tehnologije, lahko v enem dnevu na svetovnem spletu možgane obremeni tako, kot jih bi drugače v 2 letih. In če to traja pol leta, če to traja 1 leto, možgani poiščejo zaščito, ta pa je, da bojo sprocesirali samo lahke všečne podatke. Zahtevnih pa ne. Tako v enem dnevu, kolikor bi sicer v 2 letih Tako. realnega življenja, Tako. ne virtualnega. Tako. Okay, in to je totalna prevelika količina. Prevelika čisti količina, overload. In tako. kaj potem možgani naredijo? Zaščitijo se? Zaščito. In se dejansko prilagodijo, da preživijo, ker so preobremenjeni, da sprocesirajo samo, kar je luštno, kar je fajn, všečno. Ampak začne se pa zgodba tako. On se bo še naučil in bo meni doma povedal, kaj se je naučil, in jaz bom rekel, zna za 5, ko pride v šolo, pa dobi šus. Potem se 5-krat to zgodi, najamem inštruktorja, inštruktor mi zagotovi, pa se tvoj mulc, on se nauči, se zna. Pride v šolo, dobi šus. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da se on še nauči, njegov spomin pa nima kapacitet, ker spominske sposobnosti pa izvenevajo. In tukaj moramo biti starši pozorni, da pravočasno ujamemo otroka, da sicer se še nauči, ampak ocene padajo, kako on uporablja tehnologijo, je mogoče že na vidiku digitalna demenca. Namreč lahko pridemo v situacijo, da se naš otrok niti naučiti več ne bo mogel. To zapravi, bo prišlo do tega, da nima niti koncentracije, da bi se zapomnil za 1 uro, za 2. Temu pravimo digitalna demenca, o tem Manfred Špicelj piše v svoji knjigi Digitalna demenca, ki je prevedena tudi v slovenščino. No, tako je tudi pri odraslih. Ko zapademo v digitalno demenco, ne moremo svojega poklica več upravljati. In naj si bojo strojni inženirji, avtoprevozniki, piloti, ja, ne morejo upravljati svojega poklica, potrebujejo zdravljenje ali pa morajo zamenjati poklic.
To je zdaj pojav in tu ima medicina dela nove izzive, kako tudi pri, na primer, mladostnikih odločati, ali lahko nekdo dela vozniško ali ne more. Ali lahko zdaj nekega mladostnika jaz prepustim na cesto, mu dovolim, da gre, če je v virtualnem, zlit z virtualnem, ne? Cesta je pa nekaj realnega. Refleksi morajo odreagirati. Tam avto ni igrica, je konkretna cesta. Tako da tu nas čaka kar precej novih izzivov. No? So tudi torej odrasli so pri vas pacienti, ki se zdravijo za tovrstnimi težavami. Naprimer, digitalna demenca, je to tudi en vaš pacient, ki je preveč na telefonih, na napravah in je zabeležil nek upad kognicije, spomina in tako naprej. Seveda. Ta primer pogostokrat povem, ga pa povem zato, ker je tako slikovit, je dokaj skrajen, možakar pride in pravi Kramli pomaga, izgubil sem 25 milijonov evrov, moja podjetja v tujini, v Sloveniji, vse je propadlo. Kako se ti to lahko zgodilo? Ja, s telefončkom sem z 2 igralnicami hkrati igral, pa kriptovalute, pa športne stave, pa YouTube, pa socialna omrežja. Namreč, kaj se zgodi? Zgodi se, da mi zamešamo in ne ločimo. Eno je delo s pomočjo tehnologije, ki naš možganski sistem organizira na način, da ko delamo, se možgane organizirajo, da nas zaščitijo in začutimo potrebo po odmoru, da naredim distanco. Ko človek nekaj pametnega počne in tudi če počne s telefonom tablico, je narava vedno na njegovi strani in možgani proizvedejo občutke utrujenosti, naveličenosti. Pri zabavi in sprostitvi pa ni tako. Gre pa možganski sistem, bodi vedno dlj, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. In ta možakar, zanimivo je to, da je on ustanovil svoja podjetja s pomočjo tehnologije. In dokler je on delal in njegov biznis cvetel, on je bil izredno uspešen podjetnik, ko pa je on začel zabavo s prostitvijo, ker ni imel neke strukture, urnika, bodi vedno dlj, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj, on je izgubil nadzor nad časom, nad denarjem in nad osebnim življenjem. Možakar mojih let. On je bil, kot zanimivost, 1,5 leta brez telefončka, brez računalnika. Pogoj, da se nekdo k nam vključi v terapijo je, da vedno ima ob sebi osebo, ki ga bo spremljala, ker mi moramo imeti ob tem našem uporabniku verodostojno osebo, ki bo poročala, ker on nam lahko govori pravljice. In tej osebi on mora vse to predati, to je oseba, ki jo je on izbral, ki ji zaupa. In on je bil 1,5 leta brez dostopa do tehnologije, zdravljenje traja 3 leta. Zdaj po 3 letih abstinira, je stabilen, urejen in zaradi dobrega imena, ki si ga je ustvaril pred leti v bančnem sistemu, so mu zopet odobrili kredit in se pobira in bo spet štartal s podjetništvom, s tem, da je usvojil razliko med delom in zabavo, da mora pri zabavi imeti strukturo, če ne ga bo odneslo. 3 leta programa zdravljenja. Ja. Abstiniranja od naprav, od družbenih omrežij. Ja, ampak zakaj 3 leta? Poglejte, k meni pripeljejo 2 leti bo zdaj od tega osnovnošolca, ki je kadil sintetično marihuano. On je bil zaradi sintetične marihuane skurjen do konca. Ni mogel več hoditi v šolo, učiti se ni mogel in naredimo program, kako mu pomagati. In potem starši vprašajo, koliko časov pa zdravljenje potekalo? 1700 dni. In potem starši zaprepadeno gledajo, kaj? 1700 dni? Ja, 1700 dni. Vesela novica je pa ta, da bo temu fantu po 100 dneh, ko ne bo kadil marihuano, že boljše. Po 150 dneh bo že lahko ocene popravljal. Po 250 dneh bo lahko že tako, kot je bil pred kajenjem marihuane. Ampak ko bo on šel 300 dan po pločniku in bo videl grmovje in za grmovjem dim in bo zavohal marihuano,
bo šel, bo pržgal in bo spet not. Naš možganski sistem potrebuje 1700 dni, to se pravi, potrebuje drill, da star vedenjski vzorec odstrani in sprejme nov vedenjski vzorec. In vse resne prakse zdravljenja zasvojenosti slonijo najmanj na 3 letih, kajti šele takrat možganski sistem postane dovolj soveren, da lahko skušnjave iz preteklosti zavrne in sprejme nov vedenjski vzorec. Človeku je pa boljše že veliko prej. In poj starši pridejo in rečejo, zdaj smo mu že en mesec vzeli telefon, on se spet smeji, spet hodi v šolo, on je čist nov človek. Njemu je samo boljše. Njegov možganski sistem še ni soveren, da bi lahko mu zopet prepustili telefon in da bo z njim odgovorno upravljal. Veste, kaj razmišljam? Za ozdravljenega alkoholika velja, da se mora potem res, ko hudič križa, izogibati družbi, ki bi ga lahko zapeljala nazaj. In se potem dejansko svoje življenje tako uredijo, strukturirajo, da ni več gostiln, da ni več tovrstne družbe, ki bi ga lahko zapeljala. Kako pa abstinento od tovrstnih zasvojenosti, kako naj potem ta človek funkcionira, ko pa vemo, da danes brez telefona in brez teh sodobnih tehnologij tako rekoč ne moremo več, to pa je res na vsakem koraku in ni toliko stigmatizirano, ne? Kako, ok, 1700 dni se že sliši neverjetno veliko, ne? Čisto v nasprotju s tistimi 66 dnevi, ko naj bi človek potreboval za usvojitev neke nove, dobre navade. Nekatere teorije govorijo o tem. Ampak potem, od tam naprej, po 3 letih, ko se konča program pri vas, kako potem tak abstinent naj živi? Mislim, lahko se izogibaš gostiln, ampak telefonu se pa težko, ne? Ja. Bom prišel do tega odgovora, bom še prej to razložil, da ne pozabam. Ne? Jaz imam, lahko bi rekel, zdaj že enega prijatelja, ki je 30 let pil. Pil. Zdaj, letos bo 10 let, odkar ne pije. In ne boste verjel, on še vedno hodi vsak mesec k meni. Zdaj se pa vi zamislite, da bi jaz njemu rekel, a veš kaj, gospod Tomaž, od zdaj naprej boš spal v vinski kleti. Žena te v noč zaklenila in Bog nadej, da se od vina odpreš. Jaz njemu tega ne smem reči, zakaj? Zato, ker je skušnjava prevelika. Tudi po 10 letih? Tudi po 10 letih. No. Ampak mi pa svojim otrokom dovolimo, da imajo v svoji sobi telefon, tablico, računalnik, PlayStation, televizijo. To niso od vina. To je jedrsko orožje. Samoumevno nam je, da svojim otrokom ne bomo dali v sobo gajbo pira, da jim ne bomo dali tobaka, da jim ne bomo dovolili viskija, vodke. To nam je samoumevno. Ni nam pa samoumevno, da v otrokovi sobi ne sme biti telefonček, tablica, računalnik, PlayStation. Ne sme biti. Če bi zdaj bil tu nekdo in bi meni na glavo držal pištolo in rekel, Kramli, zdaj se pa nemudoma odloči, a boš v sobo svojemu otroku dal sod vina ali mu boš dal telefon. Jaz se odločim sod vina. Res? Ne delam reklamo za alkohol, ker je smrtno nevaren. Hočem tu na slikovit način prikazati, da nam mora biti enako samoumevno, da tako kot alkohol nima kaj iskati v otrokovi sobi, nova tehnologija nima kaj iskati v otrokovi sobi. Ker telefon ima veliko več impulzov držljajev, ki prebujajo skušnjavo kot so vina. Ampak ne zagovarjam alkohola. Ne? Gledalci, jaz se tukaj opravičujem, ne delam reklame za alkohol, želim samo stres nas vse skupaj, da moramo oblikovati prostorsko kulturo namestitve tehnologije. No, zdaj smo pa že pri nasvetih, kako se s tem spopadati. Ne? Ja. Ste rekli prostorska kultura. Kultura namestitve tehnologije. To se pravi, kje v hiši, stanovanju imamo mi tehnologijo. Ampak zdaj se moramo vrniti nazaj na vprašanje. Mi imamo zdaj tega možakarja, ki 3 leta dal, ali pa gospo, ki 3 leta dal zdravljenje skozi in brez tehnologije ne more iti, ker ima v službi, ker ima
ne vem, kjerkoli je, se obrneš, je telefon, je računalnik, je PlayStation. Prostite, lahko še sam nekaj vprašam. Ta 3 leta, kako daleč je šla abstinenca? Če sem nekdo, ki mora vsak dan hoditi v službo, odpreti računalnik ali pa odpreti na telefonu neke aplikacije, ki so službene, kako se 3 leta izolirati od naprav? Če so del tvojega življenja, kako daleč to gre? A se zavežeš, da boš vsa družbena omrežja dejansko zaprl, vse profile pustil na mirovanju? Ja, ta zadeva je še težja. Poberemo tudi vas denar, ne mi, ampak določena oseba, ki je izbrana, ima bančne kartice, ima telefone, naslove, gesla, vse ima. Ker če ne, mi ne moramo peljati terapije. Okay. Torej, delo z zasvojencem. Tako, to je delo z zasvojencem in če on ne pristane na to, mi tega procesa ne moremo niti začeti. A ne? In to traja, zdaj ponavadi tam po letu in pol dobijo postopoma v upravljanje nazaj denar. Da razpolagajo s tem, da ima ta zaupna oseba pregled. In hkrati tudi vračamo že telefon, potem poslovanje, s tem, da ima ta zaupna oseba tudi nadzor, kontrolo nad tem. In v 3 letih mi dejansko pripeljemo do tega, da on prevzame vse te odgovornosti, ki jih je že prej imel sam na nov način. To se pravi, on je spremljan, ampak po 3 letih mi njega ne zapustimo. Po 3 letih je on še vedno vključen v skupino. In ta skupina traja 5-6 let po potrebi. In ko začutijo neko krizo, negotovost, smo tako organizirani, da kadarkoli ob vseh urah imaš nekoga, ki ga lahko pokličeš. To je še boljše organiziran kot pri alkoholikih. To je neverjetno, ko bi rekel, kako je iz teh skupin, ki smo jih imeli, nastala ena samopomočna skupina ljudi, ki si pomagajo v vsakem trenutku lahko. Da lahko pokliče. Da lahko pokliče. Ne, da se javi po neki WhatsApp aplikaciji. Ne, da se lahko pokličejo. Tako da to je resno delo, to je zelo resno delo in to je, veste, kot sem že omenil na začetku, to gre za vse vrste oblike nasilja. To gre za dolgove, prej sem omenil 25 milijonov evrov, to je do sedaj največja, bi rekel, vsota denarja, s katero smo se v terapiji srečali, da jo je nekdo izgubil. Da pa je to po 100 000, 200, po pol milijona, teh imamo pa ogromno, ki izgubijo sredstva zaradi zasvojenosti. No, ampak ko mi sedaj govorimo o dolgovih, to ne gre samo zato, da je nekdo dolžen, ne vem, $500,000 ali pa milijon banki, neki instituciji. Lahko je dolžen mafiji, skupini ljudi, ki ogroža potem ne le njega, ampak tudi njegovo družino. Ne? Tako da se v tem sklopu reševanja zasvojenosti včasih srečamo tudi z primeri, ki bi rekel so filmski. No? Recimo? O čem ste ravno govorili? Mislim, da bo še bolj filmskega. Že itak imamo ves čas malce čeljust spuščeno ob zgodbah, ki jih pripovedujete. Miha, načeli ste recept reševanja tega oziroma kako se izogniti temu, da bi kdajkoli sploh rabil to vrstno terapijo, da bi ti za 3 leta pobrali in denar in telefon in vse. Kako danes upravljati s tem? Kako, če je povsod okrog nas, če se posel dela na ta način? Če sva midva zdaj na podcastu in najverjetneje to nekdo gleda na eni izmed naprav. Zdaj, Boštjan, ne smeva pozabiti tega, kar sva mimogrede omenila, ne? Pa morava močno izpostaviti. Ja. Delo s pomočjo tehnologije ne zasvoji. To je izredno pomembno vedeti. Glejte, tehnologiji mi ne bomo ušli. Tehnologija je sestavni del našega življenja in nekaj dobrega.
Mi se moramo samo usposobiti, da bomo tehnologijo uporabljali na način, da nam koristi, to se pravi, da bomo od nje odvisni, vemo pa, kateri del tehnologije pripelje do zasvojenosti. Ker s telefonom, s tablico, z računalnikom ni nič narobe, ampak z vsebinami. Zdaj, kot sem omenil, imamo načrtne vsebine, ki so oblikovane tako, da zasvajajo. Mi se zdaj ne moramo boriti proti strokovnjakom, ki delajo izdelke, ki zasvajajo. Ne moramo se boriti proti lobijom, ki prodajajo te izdelke. Lahko se pa borim za svojega otroka, za svojo družino in za svoje okolje z osveščenostjo. Zato je izrednega pomena, da država jasno in odločno pove, da bo v materinske šole v pripravo na rojstvo otroka dala te vsebine, o katerih midva govoriva, da preden otrok pride v stanovanje, starši vedo, kako dozirati in kako v otrokovo življenje vključevati tehnologijo, da otroka ne bo odnesla, ampak da mu bo dala polet. To je ena zadeva, to se pravi izobraževanje, ki je izrednega pomena. Druga zadeva, Dars ne mene, ne vas, nobenega ne vpraša, ko postavlja prometne znake na avtocesti, postavi jih pa zato, da pridemo varno do doma. Država mora jasno in odločno, ne klecavo, postaviti znake, kako uporabljati tehnologijo. V vrtcih, v osnovnih šolah, v srednjih šolah, v vseh javnih institucijah. S tem bo država povedala, da obstajajo prometni znaki, ki pripeljejo do tega, da bom jaz varno uporabljal tehnologijo. Zdaj imam pa družine, ker je cela družina zasvojena. Ali pa posamezniki v družini. Ampak niti v družbenem javnem življenju nimajo nobene opore, ker nimamo neke zakonodaje, nimamo nekaj, kar bi... Poglejte, sam primer. Dijaški domovi tekmujejo med seboj in noben ravnatelj se ne upa postaviti neko strukturo, kdaj bo zaklenil Wi-Fi, sej imajo pač na telefončkih svoje podatke, ne? Ampak institucija mora jasno in odločno povedati, kaj je primerno, kaj ni. Zdaj, če bo on svoj telefonček zlorabljal, a ne je to zdaj njegova odgovornost, ampak država pa mora jasno povedati, ravnatelji med seboj ne boste tekmovali, zato da boš več upisa ti imel ali karkoli, ne. Jasno in odločno zakon pove in tukaj mora biti v vseh javnih institucijah, tako kot zakon določa. Pri nam tega ni, ne. Ste zagovornik tistih držav, ki so uvedle v zadnjem času omejitve? Zagrizen zagovornik in tukaj jasno... 16. leta, ne? Ja, ampak naša zdaj hoče do 15. uvesti, ampak tu je treba zdaj nekaj povedati, ne? Ker pogostokrat slišimo, kar je prepovedano, je slajše. Pogostokrat slišimo, da je to kršenje pravic. Je zdaj rečem temu, to so marmelada strokovnjaki. Marmelado vzameš, pa je skušnjava po marmeladi, lahko večja, ampak mi govorimo o marmeladi, včasih so jo skrili zato, ker je bilo pomankanje marmelad in vsega tega, zdaj smo pa prenesli celo na tehnologijo marmelado. Jaz se s tem popolnoma ne strinjam in sem zelo kritičen do strokovnjakov, ki tako govorijo. Država, ki uvede to zakonodajo, nič ne prepoveduje, ampak je to klic k temu, da oblikujemo kulturo uporabe tehnologije. Ne more prevladati pravica nad imeti, to se pravi, ne more prevladati pravica imeti nad pravico biti. Ker zdaj, če jaz pomagam enemu mladostniku in vem, da mu bom pomagal, edino, da mu omejim ali pa celo vzamem, bo zdaj lahko starš in to starši naredijo, skočijo in pridijo z odvetnikom in grozijo.
Staršem je pomembnejše, da on ima in spregledajo, da on potrebuje, da izgubi to, da bo postal nekdo, da bo iz osebe postal osebnost. In zdaj vsi smo osebe, malo ljudi pa naredi iz sebe osebnost. Nova tehnologija ima tukaj, napačna uporaba nove tehnologije ima velik prispevek. Prevladati more pravica biti. In to druge države so spoznale. Kako pa odgovarjate na tiste, ki pravijo, vedno je bil ta konflikt med starejšimi in mlajšimi generacijami, vedno so se otroci mlajši prilagajali na neke nove tehnologije, na nove danosti. A veste tisto, da je že ne vem kdaj pred več tisoč leti so zapisali v smislu, joj, kaj je z današnjo mladino, vsak je že napisal knjigo in nihče več ne uboga starejših, in potem vedno znova se ta zgodovina ponavlja. In ko se danes sprašujemo o tem, joj, kaj bo z mladino, če je že zdaj tako pripeta na sodobne tehnologije, potem pa mladina vedno nekako zvozi, se adaptira in se pač zgodijo neki premiki, neke revolucije in predvsem prilagoditve na tisto danost. A je možno, da se zdaj dogajajo tako hitre spremembe, da enostavno se naša biologija, torej govorimo predvsem tlele o možganih, ne more uspešno adaptirati na toliko dražljajev, na vse te pojavnosti, ki v nas bliskajo z ekranov, in smo dejansko tukaj pred eno veliko nevarnostjo? Na svetu je zdaj okrog 20 vojn. V 3-4 se veliko poroča, v eni se pa sploh ne poroča. To je pa vojna za bistrost možganov. V tej vojni noben ne poroča, Kitajci jo pa dobivajo ko zmešani. Oni izvažajo artikle, ki zasvajajo, ki poneumljajo, svojim otrokom pa to strogo omejujejo ali pa celo prepovedujejo. Oni bojo zavladali svetu zaradi tega, ker bojo zaščitili razvoj možganov. V tej vojni noben ne govori. Vi ste zdaj vprašanje, ki je vrhunsko in bistveno, to je civilizacijski problem. To je nepremeljivo. Še pred 30 leti, ko so naši starši jamrali nad nami, kaj bo z mladino. To je, ne moremo danes primerjati, ker danes govorimo o zaščiti možganskih procesov. Tu gre za manipulacijo možganov. Če smo mi šli iz konja na traktor, iz traktorja na avto, iz avta na vlak, na letalo, to so bili preskoki, ki jih naš možganski sistem sprocesiral, in je dejansko to bil tudi napredek. Ne samo razvoj, to je bil tudi napredek. Zdaj se pa bojim, da se mi samo razvijamo, napredujemo pa ne. Tehnologija se razvija, to je neverjeten razvoj. Ampak, ko se razvijamo, moramo skrbeti, da tudi napredujemo. To se pravi, da bomo pa mi napredovali, moramo pa tehnologijo uporabljati na način, da nam koristi, da stvari izboljšujemo, ne da se odklapljamo. Moj pacient, rečemo, da mu ime Damjan, ko ga jaz vprašam, a si ti tako zadovoljen in srečen, da skle zatripan. On reče, ne, jaz se sam zradiran zbrišem, da ne vem zase. To se pravi, on ni zatripan zato, da bo tega nekaj imel, da bi bil srečen in zadovoljen, da bi poletel. On se odklaplja. Zdaj nagovarjava pa eno vprašanje, ki se mu tudi izogibamo. Reče vzem mladega človeka ali pa tudi odraslega, ki bere, ki študira, ki trenira, ki se pogovarja. Njemu njegova aktivnost narekuje, kaj bo naslednji dan počel. Ker je skozi aktiven, je v krogu nekega dnevnega ritma.
In on od tega dnevnega ritma včasih želi izstopiti, to pa imenujemo prosti čas. Ta prosti čas pa izkoristi zato, da počne nekaj, kar ga gradi, pomirja, da je zadovoljen. Zdaj pa vedno manj ljudi, ki so tako aktivni in so zatripani, odsotni, ne študirajo in oni so pa v praznem času. To je pa čisto nekaj drugega kot prosti čas. Prazen čas pa rodi potrebo, grem na TikTok, tam je pa izziv, da bom iz Nove Gorice do Tolmina peljal najbolj hitro, da bom vse prehitil. On hodi po robu. Tak izziv dejansko bil. Ja. In so potem divjali, kaj? In so divjali in pride do prometne nesreče. Pride do invalidnosti. In to zaprav, ker je on v praznem času. On je pripravljen hoditi tudi po robu med življenjem in smrtjo, ker se mu v življenju nič ne dogaja. In zato je tako pomembno, mi dva sva spustila in par zelo pomembnih stvari. Ja. Ena pomembna stvar je, raziskave pokažejo, da je vedno več družin in posameznikov, ki veliko bolj burno odreagirajo na to, kar predvaja monitorček, kot pa njihov bližnji. Družinska dinamika se je zelo spremenila. Zdaj, če bi šel do avta in mi telefon pade iz žepa in ga povozim in uničim podatke, moja žena pa istočasno na rizični operaciji, bo mene po tej raziskavi veliko bolj vznemirilo to, da sem izgubil podatke in telefon, kot pa kaj se ženo dogaja. V svetovnem merilu imamo masovno dogajanje, da ljudje bolj burno odreagiramo na to, kaj nam predvaja monitorček, kot pa kaj se dogaja z bližnjim. Mi pa vemo po novih nevroloških raziskavah, da tam, ker je človek 2 do 3 ure na dan povezan, to se pravi družina, ki je 2 do 3 ure na dan povezana, možgani proizvedejo dovolj potrditvenih občutkov. To se pravi, kaj so potrditveni občutki? Če bom kaj narobe naredil, se me bodo razumeli, me bodo odpustili. Jutri se bom družil s prijatelji, kako lepo. Tudi če sem razočaran, imam ljudi, ki me imajo radi. To se pravi, naši možgani, da sprožijo kemičen proces, da pridemo do potrditvenih občutkov, potrebujejo, da smo 2 do 3 ure na dan povezani z družinskimi člani, ali pa s klubom, ali s prijatelji. In ker smo zdaj mi zatripani vsak v svoj telefonček tablico, je vedno več ljudi in družin, ki niso povezani. In kaj to pomeni? Da je vedno manj potrditvenih občutkov. In so prevladujoči občutki, ki jih monitorček predvaja. In če se tam streljajo in pobijajo, potem pa slišimo za šolo, da kot je bilo v Beogradu, da je sošolc pobil, 10 svojih vrstnikov in ugotavljamo, tako je bil miren, nikoli ni bil problematičen. Dejansko nimamo več vpogleda v to, kaj se z drugim dogaja. Nimamo več informacij drug o drugim. Na začetku Svetega pisma je prvi stavek, ki piše, na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. Sveto pismo izpostavi besedo. In če bodo sedaj socialna omrežja tista, ki govorijo, če bo umetna inteligenca tista, ki bo govorila, in jaz z otrokom ne bom govoril, on ne z menoj, bojo socialna omrežja diktirala. In jaz ne bom opazil, da moj sin, moja hči lahko postaja psihopat, ker nimam stika z njim. Socialno omrežje ga vodi in izgubljamo nadzor, ker ne govorimo med seboj, kaj se z drugim dogaja, in bo vedno več presenečen v družbi, da bo nekje nekdo se pojavil in bo streljal ali bo naredil, na cesti neke neverjetne stvari. Vse to bi pa lahko preprečili s tem, da smo povezani, da govorimo.
In tu se mi zdi izredno pomembno naglasiti, ker ko otroka učimo govoriti, ga ne učimo samo zato, da bo spregovoril besedo, on preko besede nastaja in raste. On prevzema lastnosti besede, ko je ta ton v besedi, drža starša, on pridobiva ne le besedo, ki jo bo obvladal, ampak celoten kontekst besede. In če bo to manjkalo, bodo razna omrežja vodila življenja, ne? Dobro, sva v zaključnem delu oddaje, kaj storiti, kaj delati, kaj početi. Kako se temu izogibati? Naprimer, da naj jo posluša odrasel človek, ki je pri sebi zaznal znake digitalne demence ali pa prevelike razpršenosti pozornosti, ki se je zaznal v tem, da morda sam ni dober zgled otroku, da naj jo posluša nekdo, ki pri otroku opaža preveč pozornosti na zaslone. Se mi zdi, da smo skoraj vsi taki danes. Kaj svetujete? Kako čim prej reagirati, kako oblikovati, kaj ste že rekli, kulturo? Družinska kultura uporabe tehnologije. Ja. Kultura prostora, nekaj takega. Tudi prostorska namestitev tehnologije. Prostorska namestitev, torej kje so naprave, da niso vse povsod. Kako se tega lotiti? In ali verjetno pri teh zasvojenostih kljub vsemu je ena paleta, ena zveznost, ena lestvica, ne? Da lahko si še ne pregloboko zagrezno v to, pa se lahko brez 3-letne abstinence še ven zvlečeš. Ja, imamo vzorec, navado, prisilno vedenje, zasvojenost. To so te 4 stopnje, ne? Zdaj, navada, vzorec je naš cilj, ne? To pomeni, če moj otrok igra igrice in reče, da za 2 minute pride in bo pojedel kosilo in on res za 2 minute pride, poje se, pogovarja, pomije posodo in gre ven, to je vzorec, to je naš cilj, to je super. Grem pa otroka mu rečem, da je kosilo, igra igrice, pravi, pridem takoj, ko grem ga 5. iskat, zdaj mu pa želim PlayStation vzeti, bo on protestiral, bo vzel krožnik, bo šel v svoj kotiček in bo jedel in igral naprej. To je navada, ampak to je še rešljivo doma. Tukaj, dragi starši, je izredno pomembno, če smo opazili, je takoj potrebno odreagirati. Pa je pa mati, pelje svojega osnovnošolca v šolo, cel dan bo sam doma, to je resničen primer. Ko mu 3. reče, da mora pospraviti telefon v torbo, ker želi z njim govoriti, on tako ponori, da brca v vetrobransko steklo, da se poškoduje in potem nabuta pretepe še mamo. Ne? To je pa prisilno vedenje. Prisilno vedenje pa pomeni, da on ne more svojih občutij in vedenj kontrolirati, zato temu rečemo prisilno vedenje, ker ga ta abstinenčna kriza vodi in to je ta odtegnitveni sindrom. Tako, in to je ta huda zadeva. To se pa ne da več rešiti doma. Ker je tu abstinenca tako huda, da zdaj rabi 24-urni support. Zadnja stopnja je pa zasvojenost. Ko grem jaz po svojega sina in mu rečem, da je kosilo, mi sploh ne sliši, ga moram stresiti, in ko ga stresam, on tako ponori, da me napade, tu pa pride policija, tožilstvo, CSD in je tu lahko obvezno prisilno zdravljenja. Ne. Zdaj je tako, še ena stvar, sej mogoče naj gledalci upozorijo, ne, če vas ampak se mi zdi pomembno, da še to poveva, malo podaljšala zadevo. Oče pride do Filipa, svojega sina, in mu reče, veš kaj, Filip, naredi to in to. Filipa igra igrice. Čez 5 ur pride oče in mu reče, Filip, zakaj nisi ti tega naredil? In Filip reče, ker mi nisi nič rekel. To se pravi, če starše opazimo, da naš otrok v enem tednu 4-krat nekaj ni naredil, naj se bo za šolo ali pa doma, moramo reči, Filip, poslušaj, to ne gre tako, naredili bomo sedaj kulturo uporabe, ker če ne temu izgubili. Ker če starši tega ne naredimo, gre naš mladostnik na telefon, tablico, računalnik brez cilja in namena in bo surfal v prazno. Zdaj pa pozor, dragi prijatelji, on lahko v 1 uri zamenja 30 vsebin, v 2 urah 60 in tako dalje. In če to traja vsak dan pol leta,
se bo spletni nemir priselil v njegovo osebnostno strukturo. Zdaj pa nastane digitalna hiperaktivnost, ki je nekaj drugega kot temeljna hiperaktivnost in se mora drugače zdraviti. Mi moramo preprečiti digitalno hiperaktivnost, ker če tega ne prepoznamo, se spletni nemir priseli v strukturo in je tu potrebno zdravljenje 1700 krat, kot sem že omenil. Pa ne gre samo, tu lahko nastane tudi digitalni avtizem, ko gre za to, da se dejansko ne druži, ni nikjer, samo na teh monitorčkih je, izključi vso komunikacijo, zato moramo, mi imamo v obravnavi osnovnošolce, ki so 3000 ur letno na YouTubu, na socialnih omrežjih, starši smo pa v službi 2100 ur. To se pravi, imamo mladostnike, ki so letno 1000 ur na YouTubu, na socialnih omrežjih, na igrcih. Zdaj se pa zamislimo, če bi namesto tega 3000 ur brali knjige. In pa jaz v delavnicah večkrat vprašam starše ali pa tudi mladostnike, a bi bila razlika ali ne bi bila. Seveda bi bila velika razlika. In zdaj je tu digitalna knjiga in klasična knjiga. Ko mi beremo digitalno knjigo, se naši možgani organizirajo na način, da iz digitalne knjige vsebino prevedejo v informacije. Ko isto vsebino beremo na klasični knjigi, naš možganski sistem to vsebino predela v znanje. Mi nismo proti digitalni knjigi, nujno jo rabimo, ampak klasične knjige ne smemo opustiti, zaradi tega, ker ko mi beremo stavek na papirju, naši možgani črko za črko, stavek za stavkom, drugače se stavijo kot na digitalni površini. Zato je potrebno v osnovnih šolah pisati na roko, brati s papirja, risati, uporabljati roke. Zaradi tega, da aktiviramo vse centre v možganih, in digitalno v osnovnih šolah nima kaj početi. Osnovna šola lahko samo usposablja za uporabo tehnologije, ne pa z njo delati. Govorijo tudi o tistih bralnikih, ki so res elektronski bralniki, ki so res prilagojeni, ki želijo res dati občutek papirja, knjige, ki imajo čisto drugačno svetilnost, ki naj ne bi utrujali toliko očesa. Tudi tam ne bi mi to informacijo drugače procesirali, kot pri klasičnem papirju. Tako, in to nikako velja do 25. leta starosti, ko so možgani še toliko bolj senzibilni za to. In to se mi zdi izredno pomembno naglašati. No, in zdaj smo pri teh mladostnikih. Tu je nujno potrebno reči, Filip, poslušaj, ne bo prijetno. Mi ti bomo zdajle pomagali oblikovati kulturo uporabe. Ti už kričal noro, mogoče me už celo napadel, ampak Filip, jaz sem tvoj oče, jaz ti moram biti kos. Tudi meni ne bo lepo, tebi ne bo lepo. Mi moramo za vsako ceno, da te ne izgubimo, postaviti kulturo uporabe. Se brez tehnologije ne bo šlo, jo boš rabil v življenju, ampak ne boš zasvojen z njo, ker te bomo izgubili, ne boš živel življenja. In tu moramo nujno vzpostaviti razliko med delom in zabavo. Jaz danes tu, Boštjan, nisem zato, da bom rekel, da naši otroci ne smejo igrati igrc, nisem zato, da ne smejo biti na YouTubu, tu, da bom rekel, sem pa zato, da bom rekel, da morajo imeti urnik, da morajo imeti strukturo, morajo imeti red uporabe tehnologije. Samo za to gre. Ne gre za odzem tehnologije, gre za kulturo uporabe. Kaj ste še govorili o digitalnem nemiru oziroma hiperaktivnosti, ki ste rekli, da se naseli potem tudi v tvojo osebnost? Osebnostno strukturo.
In a je tukaj ciljeva proti motnjam pozornosti oziroma proti temu, da enostavno se težko skoncentriraš, sfokusiraš na neko stvar za daljši čas, kar je bistvo možganske telovadbe, da si poglobljeno lahko sfokusiran v nek... Točno to, glejte, tukaj gre za en zelo pomemben podatek. Ko mi telefonček odpremo, takoj rečemo vsi, joj, to je pa modra svetloba, ampak za to modro svetlobo je še nekaj, na to pa pozabljamo. Zdaj strokovnjaki temu rečejo, celotna infrastruktura, rečeva monitorčka, izraz mi je všel iz glave, se pa ko zaključila, se bom spomnil, izraz mi je zdaj, rečeva celotna infrastruktura monitorčka. To se pravi, samo monitorček, tak kot je, lahko oblikuje stalen občutek energetske krize. Mejdun, upam, da so to poslušalci dobro slišali zdaj. Samo monitorček, zdaj sploh vsebini ne govoriva. Govoriva samo o monitorčku, ki ga gledam, ker je za to modro svetlobo cel proces, ki lahko na možgane vpliva tako, da mi pripelje do občutka izčrpanosti, naveličanosti, utrujenosti in samo v pretekli mesec so bili 4 primeri, ko pripeljajo svoje mladostnike z vsemi izvidi. Kri fantastična, ščitnica v redu, zdravi, ni razloga, da bi bili skozi utrujeni in naveličani. In zanimivo je to, da potem starši pogostokrat, zelo pogostokrat, večinoma, sami rečejo, veste, začelo se je pa takrat, ko smo mu dali pameten telefon. Takrat se je to začelo in starši sami pridejo potem do zaključka, ta utrujenost izvira zaradi nepravilne uporabe tehnologije. Torej, zdaj smo mi slišali, da samo ekrančki lahko vplivajo na naš sistem, da smo kronično izčrpani, utrujeni. Jaz pogostokrat, ko pridem v razrede, pa imam delavnice za mularijo, rečem, šola je svet prostor, pouk je nekaj svetega, sedeli boste po konci roke za hrbet in glava po konci, ne bo te podpirati glavo. Moram reči, da nastopam z eno tako močjo in avtoriteto, da mi mulci poslušajo, ne spijo. Če pa vidim, da bo nekdo zakinkal, takoj fokusiram pozornost nanj. Jaz sem bil en čas prostovoljc v Keniji in kaj sem tam opazil? Da tisti otroci zahtevajo znanje, našim je pa potreba znanje vseljevati. Vedno več otrok imamo, ki jim je potrebno znanje vseljevati. Zakaj? Zaradi utrujenosti, naveličanosti. Ni te sle. Mater, nekaj moram znati, madonca moram naštudirati zadeve. Ne, zaprta ušesa, naveličan in znanje mu ni pomembno. Nima želje po tem znanju. Zopet, nepravilna uporaba tehnologije pripelje do tega, da je pasivnež na celi črti. Še bi tu lahko govorila. Jaz ne bi rad videl, da bi ti težki podatki, ti zahtevni podatki, da ne bi povzročili, veste, neko otopelost, neko pasivnost. Boštjan, rad bi in dragi gledalci, tisti, ki gledate, rad bi, da bi zdaj nas vse streslo in da iz pete ven potegnemo moč za spremembe. To je moj namen, da naredimo spremembe pri sebi, v svoji družini in v okolici. Realnost je taka, ampak spremembe so pa možne. Spremembe so možne? Ja. Kako bi z nekaj praktičnimi nasveti lahko počasi zaključila tale najin pogovor? Saj streslo nas je kar ene parkrat, vsej mene. In zdaj me samo zanima, kaj bi stroka danes rekla, kako se lotiti, kdaj umikati, kako strukturirati svoj dan, svoj prosti čas, kako čim bolj uspešno tiste nevarne plati zaslonov spraviti nekam stran. Zdaj, ena zadeva je, telefon, tablica, računalnik ne more biti nikoli sredstvo za nagrado ali pa za kazen.
ker s telefonom ni nič narobe, s tablico ni nič narobe, s nepravilno uporabo je narobe. To se pravi, v družini se moramo sesti dol in se zmeniti. Zdaj bomo pa stvar uporabljali tako, kot je. In zdaj, če prišel moj najstnik, pa mi je izseljeval, hočem telefon, jaz bom pa rekel, telefon je tam, je navadnem, z njimi je vse v redu, hočem pa govoriti s teboj o tvoji nefunkcionalnosti. Ker če jo roke in noge te delajo, jaz ne vidim tu nobenega problema. Ti vsak dan švicaj, roke, noge uporabljaj, možganje nahrani z realnim življenjem, virtualno te ne bom ničlo in ne bom nič kompliciral. Družina naj ima program rekreacije, zaposliti roke in noge, to je izrednega pomena. Tu je treba biti pazljiv tudi nad eno stvarjo, mi sicer pogostokrat rečemo, si hodil 2krat na teden na treninge, to ni nič. Redno vsak dan fizična aktivnost. A veste, 15-letnik mora najmanj 80 km na teden prehoditi. To ni nič, to je 10 km na dan približno. Ne? To se pravi, hoja, treningi, druženje, to so izredno. Ja, no, da sem še bolj konkreten. Ko se pogovarjamo, ni televizije. Ko jemo, ni televizije. Dajmo kaj skupaj zapeti, kakšno pesem. Tudi kaj skupaj delati na vrtu, kakšen pogovor o romanu, skupaj si kakšen film ogledati. To so take drobne, majhne stvari. Si ni treba velike stvari, Boštjan, veste. Bi priporočali neko škatlo za telefone, ki se odložijo in se jih vzame samo za določen čas ven, potem se spet spravijo? Zdaj, mi imamo v naši družini dogovorjen prostor v dnevni sobi, kjer je. In seveda, zdaj, če ti to rabiš, vzameš, pa greš lahko tudi hčera v svojo sobo, ampak ko zaključi, prinese nazaj. A ne? Ker če govori s prijateljem ali karkoli, seveda ne bo pred menoj govorila. Ne? Sam jaz zdaj govorim, v naši bajti smo vsi starejši od 23 let. A ne? Zdaj, če imam mlajše otroke, je seveda to druga zgodba. Torej, to je ena zadeva. Zdaj, druga zadeva, ki je, mi smo zgled svojim otrokom. A ne? Če jaz zdaj pridem domov in se usedem na fotelj, mi žena nekaj sprašuje, jaz sem pa na TikToku in jo nahrulim, mi otroci nekaj sprašujejo, jih nahrulim. Če to 2-3 leta počnem, bo moj otrok, ko si na telefonu, si lahko nasramen, lahko nadiraš, ti ni treba odgovarjati, si lahko v svojem svetu, si lahko brezobziran. Če pa jaz pridem domov, se usedem in rečem, a sem lahko zdaj 20 minut na TikToku, čez 20 minut rečem, zdaj bom pa podaljšal za pol ure. Čez pol ure rečem, sem zaključil, potem reče žena, da gre 2 uri delati na računalnik, ki je na hodniku. Po 2 urah pride in reče, zdaj sem pa zaključila za službo dela. In to traja 2-3 leta, otroci opazujejo, ker smo zgled, bojo pa rekli, se moj stari, ko je bil na TikToku, je bil v dnevni, ni šel, nekam se omaknil, se je pogovarjal, je vprašal, če lahko, ko je zaključil, je povedal, mama je šla delati, je povedala, ker sem bil vzgled, sem mu narisal notranji zemljevid uporabe za zabavo in za delo. Seveda, ko bo v puberteti, bo on lahko temu nasprotoval, on bo ti už meni nadziral pri 13-14 letih, ma ni govora, ampak ker sem mu bil vzgled, sem dosegel vsaj možnost konstruktivnega sodelovanja. Tudi mi bo kaj prikril, ampak obstaja velika možnost, da se ne bo zgodila tragedija, da se jo zgodile napake se bodo, razočaranja bodo, ampak izognil se bom tragediji. Verjetno tisto sploh ni treba, da jo nahruliš. Ne? Mislim, se mi zdi, da samo če otrok vidi, da vsake to časa čist brez veze tja en dan gre odrasel mal poskrolati, je to že slab zgled. Ne? Ja. In mislim, da kot vedno, ne, pometati pred lastnim pragom je res sjajna terapija. Zrednega pomena, ja. Miha, najlepša hvala za tale res izčrpen pogovor, za na trenutke presunljiv pogovor in aktivnost.
za odrasle in za otroke. To pravite, da je en super zdravilo zoper tovrstne zasvojenosti. Kontrolirana uporaba, kultura prostorov. In upam, da smo vsi, ki smo tole zdaj poslušali, pripravljeni, da zavihamo rokave in gremo na te fronte vojne za človeške možgane, kot ste rekli. Ne? Tako. Ja, hvala za zaupanje. Najlepša hvala za dober pogovor. Ja. In hvala tudi vam, ker ste spremljali novo Šolo z navdihom. Upam, da se vidimo in da pozorno spremljamo tele naše pogovore tudi naslednjič. Hvala in srečno.